Mladi, mladih, mladim, mlade, pri mladih z mladimi. Mladi danes. O mladih in z mladimi za boljši jutri. Pozdravljene v podcastu Mladi danes. Živijo. Danes pa z vami Matej Cepin in Benjamin Tomažič. Kje sva Nives pozabila? Ja, ravno to sem želel povedati, da Nives sva danes pustila, oziroma dejansko tudi terminsko se nam je težje šlo, ampak razlog, zakaj sva sama, je v tem, da se želiva pogovarjati z vami o eni tematiki, ki naju kar močno zaznamuje že vsaj 3 leta. Je povezana z mladimi v veliki meri, ampak tudi z nama. Ja, res je. Jaz sem pred 5 leti naletel na eno zelo zanimivo besedo blast. Blast je kratica za 5 občutkov oziroma počutij, ki se pojavljajo pri mladih, pa ne samo pri mladih, in vodijo v razne padce, v razne zasvojenosti in tako naprej. In mi je bilo zanimivo, ko sem te občutja tudi sam pri sebi začel malo prepoznavati. Gre pa za kratico teh 5 besed, ne. B je v angleščini kratica za bored oziroma za dolgočasenost. L je za loneliness oziroma osamljenost. A ima več pomenov lahko, ampak najbolj pogosta sta anxious pa angry. S je stressed in T je tired. In teh 5 občutkov se mi zdi velikrat in mladi in mladinski delavci imamo. Se mi zdijo pa še posebej aktualni za ta decembrski čas. Ja, ko sva razmišljala z Matejem, kaj bi naslovili v povezavi s to tematiko, sva prišla do spoznanja, da v bistvu je taka neka komplementarnost oziroma kontradiktornost v družbi, znotraj katere se navzven velikokrat kaže neka želja po ravno nasprotju vseh teh občutkov, da bi bili skupaj lahko nezdolgočaseni, torej da bi bili poživljujoči, dogodkov je ogromno, da bi se dogajalo veliko stvari, potem da se ne bi čutili osamljeni, srečanj je veliko, druženja je ogromno načrtovanega, verjetno največ v celem letu. Po drugi strani je sami prazniki, ki prihajajo, ki so v teh dneh, so prazniki miru, prazniki upanja, lepote in naj bi bili nekakšna protivtež tem anksioznosti ali pa jezi. Ampak ravno znotraj tega časa vemo, da je nasprotje tega tisto, kar najmočneje zaznamuje. Tudi določene statistične podatke, ki jih imamo na voljo, so precej zaskrbljujoči. Ne vem, glede depresije, glede števila samomorov v tem času, vemo, kako zelo se poveča in kako je prav znotraj teh občutkov zaznati močno povečanje. In zato se nam zdi primerno, da zdaj v tem času in tudi v tem podcastu naslovimo to tematiko in se pogovorimo malo o tem, kako se o teh občutkih pogovarjati, jih prepoznavati, morda pa tudi en delček, kaj lahko preventivno ali pa kurativno v povezavi s tem tudi naredimo. Ja, če ne greva samo na mlade, ki so primarna tematika tega podcasta, ampak gremo na splošno populacijo, tudi nase, kot mladinske delavce, opažam, da smo res dvolični v decembru. No. Se pravi, že če grem na prvo črko, ne, bored je občutek, ne, ki se pogosto pojavlja v decembru, kljub temu, da je veliko dogajanja, veliko dogodkov. Ne. Potem loneliness, veliko je srečanj, pojavlja se pa občutek osamljenosti. Ne. In pa ta tretja, ne, recimo anxious ali pa angry, komuniciramo ves čas ta adventni decembrski mir, pojavlja se pa na drugi strani ravno obratno. Ne. In ta dvoličnost se je meni zdela izziv, še posebej zdaj v decembru. Zelo naju pa zanima tudi, kako to pri sebi delamo, ampak še posebej po tem podcastu, kaj lahko mladinski delavci in ostali, ki delamo z mladimi, naredimo na tem področju za mlade. Ne? Ker pogosto je preventiva nekaj skritega. Ne? Zdaj, a tele decembrska srečanja prispevajo k temu, kaj ti misliš? Ne? A recimo, če imaš nek dogodek, ne?
decembrsko druženje, ne? Neko božičnico, neko mreženje, ali pa konc koncev, sam če se štiri prijateljice dobijo na pijači. A to prispeva k temu, ne? Da se preventivno deluje, ali v bistvu še povečuje, ne? Te občutke. Ne? Ja, se mi zdi vprašanje nedolžno, iskreno in po drugi strani zelo relevantno za ta čas. Na hitro bi odgovoril, da v bistvu lahko prispeva k eni ali pa k drugi strani. Se mi zdi, če imaš 4 prijateljice, ki se dogovarjajo za kavo, recimo, pa za daljši pogovor, je lahko pri eni to izjemno sproščujoč dejavnik, ker je, ne vem, doma na porodniškem dopustu, se počuti bolj osamljena oziroma izločena iz družbe in komaj čaka, pa tudi nima ogromno dejavnosti, ker skrbi za dojenčka. Po drugi strani pa je lahko ena od njih, ne vem, zelo aktivno vpeta v že 15 drugih dogodkov, ki jih celo pomaga soorganizirati in bo ena taka stvar bolj prinašala recimo stres pa napetost, kot bi znala sama sprostitev vsaj v povezavi na dogodek vplivati. No pa pristnost tega dogodka, ne? Če bi znali meriti stopnjo pristnosti nekega dogodka, ne? Recimo imaš nek networking dogodek, kamor pridejo ljudje, ki se poznajo zelo površinsko, so tam uro pa pol, pa malo četajo, ne? Na eni strani, na drugi strani pa tele 4 prijateljice, ki so se dobile, ali pa recimo da so sošolke iz osnovne šole, zdaj stare 18 let in se vsak let decembra dobijo za pijačo, ne? Tudi vprašanje, ne, koliko se ti svetovi spremenijo. Jaz tudi, ko opažam, recimo kdaj po lokalih, ne, pač v resnici pri sosednji mizi velikokrat ni iskrenega pogovora, ne. Tako da ta stopnja pristnosti je po mojem kar, ne. Mi pa takoj potem potegne tudi na besedo ranljivost, ne. Se pravi, koliko si upam na takem dogodku biti nepopoln, pa tudi komunicirati svojo nepopolnost konc koncev, ne vem. Tudi kot mladinski delavc, ne, kje je ta prava meja, tukaj so tudi različne doktrine, no. Ali kot mladinski delavc biti, jaz sem že večkrat dobil ljudi ni bila sploh finta, no, čeprav sem hotel reči na finto, ne, na prošnjo, a mi lahko neki plis pomagaš. In tudi jaz se sam spomnim, da so mene tako rekrutirali v mladinsko delo, ne. Mi lahko plis pomagaš, ti, ki znaš z računalnikom delati, je bilo takrat pri mojih 18, ne. Se pravi, koliko tudi kot mladinski delavc to svojo ranljivost komunicirati, pa koliko ne. Ja, zdaj, ta ranljivost je ključna, se mi zdi, za vse odnose, kjer ne ostajamo zgolj površinski in danes verjetno tega precej manjka. Je pa zanimivo, da nasplošno imam občutek, da želja potem, da lahko nekomu pomagam, tukaj mi prihaja na misel Simon Sinek, ki pravi, da ne me prikrajšati zato, da ti ne bi mogel pomagati. Se pravi, ko potrebuješ mojo pomoč ali pa ko ti lahko koristim, daj povej to. Ker je to zame plus, ker je to naložba zame za nekaj dobrega, da se počutim, da se poveževa, da vstopim nekako v rano oziroma v to, kar je nepopolno pri drugem. V štalo bi lahko rekel adventno, ne? Ja, v povezavi s temi prazniki zagotovo. Meni se zdi, odkar imam družino, sicer to ni tako relevantno za mlade, ne, ampak da je štala zelo, zelo drugačen simbol dobila, pač hlev, ta božični element hleva, no. Je dobil zelo drugačen simbol, ne, ker štala je nastlana, štala je v bistvu neurejena, mislim, lahko je tudi urejena, no, ampak ne, štala ni dnevna soba. Ja, na nekem nivoju je zagotovo neurejena. Lahko je navzven urejena ali pa lahko je vse pospravljeno, ampak je lahko čustveno stanje popolnoma neurejeno, recimo, ne. Tukaj ni nujno, spet se mi zdi, ko govorimo o urejenosti, imamo najprej v mislih to, kako so zložene stvari, so obleke pospravljene, a je počiščeno vse. Ena stvar, ne. Zdajle sem to razmišljal, ko si govoril, ne, sem te tudi poslušal, ne v smislu, da ne. Vse reklame za Božič, skoraj vse, oziroma več kot pol za zihar, so posnete v dnevni sobi na kavču pred televizijo ob smrekci z odpiranjem daril in tako naprej, ne. Se pravi, ta dihotomija, ne, dnevna soba versus štala, ne. To se mi zdi, a ne, to je bistveno, ne.
Štala je mrzla, štala ni ometana, ni lepo prepleskana, nima not televizije praviloma, ne. Nima kavča, ne. In v bistvu spustiti ljudi v to štalo oziroma mladi, tako bom rekel, če se vrnemo mogoče malo k tej temi blast, ne, se pravi, da ponovim, ker najbrž tisti poslušalci in poslušalke, ki niso, ne, se pravi, bored, lonely, anxious, angry, stressed pa tired, ne. Jaz mislim, da s temi občutki se vsi srečujemo, vsi mladi, ampak kolikrat v decembru, majke mi, si sprožil pogovor o tem z nekom, ne. Kolikrat si se pa delal dnevno sobo. Ja, ko si govoril, sem razmišljal tako, zase sem ta čas doživljal morda 10-15 let nazaj precej bolj miren oziroma precej bolj odporen na te občutke. Ne vem, če je to res, moral bi se postaviti, ampak zdi se mi, da življenje oziroma način, nekaj je tudi družina, otroci in to, ampak zdi se mi, da smo šli tudi kot družba k temu povečevanju vzbujanja teh občutkov ali pa pripravljanju okolja, ki krepijo te občutke, precej navzgor, kar se mi zdi slabo po eni strani. Kakšno je tvoje mnenje? No, kako ti vidiš? Ti si vseeno v mladinskem delu precej več časa kot jaz. Kakšna so tvoja opažanja za ta adventni čas? Jaz mislim, da je zunanjih pripomočkov, tipa lučke, srečanja in podobno veliko in da nam ti zunanji pripomočki v bistvu ponujajo lahko dober štart ravno v delo s tem, se pravi, da bi nas spodbudili, da bi se tudi konec koncev z mladimi, ne, bolj pogovarjali o teh ranljivostih, ne, o teh padcih tudi, ne, o depresijah, ki jih pol te občutki pol povzročijo, o teh stanjih, o teh prepirih, konfliktih, metanih krožnikov ven skozi okno, ne. Ampak da velikokrat teh nastavkov ne izkoristimo, se mi pa zdi, da je tukaj seveda pri meni kot predstavnik orang srednje generacije, ne, pa na 4 področjih zelo aktiven, je pač tudi imam par prijateljev, mogoče še več prijateljc, tudi med youth workerji, zdaj se glih konkretno ene kolegice spominjam, ki si več decembrov zapored že skuša jih sprazniti, no, ker je pač freelancerka, ne, delno. In ne, se pravi, da zelo zavestno, zelo intentionally gre v praznjenje decembra. No, ostali, ki pa ne mogoče toliko, ne vem pa, kako pa to mladi doživljajo. Imaš ti kakšne izkušnje, kako december, sej najbrž je zelo različno, no, ampak imajo mladi prazen december ali imajo recimo, kar jaz poznam, so v bistvu do zadnjega tedna praktično kontrolke ves čas in v srednji šoli in pol zadnje, recimo 3 dni se zadeva tako magično sprosti in do takrat skoraj ni nekih resnih, bi rekel, refleksij, ker je to učenja, recimo, no. Ja, moje videnje se mi zdi podobno, tudi kot učitelj tukaj odkrivam pač, ampak to je nekaj, se mi zdi, kar je konstantno. Odkar sem začel, je bil december nabit s kontrolnimi, ker je pač posledica tega, da je takoj zatem konferenca in je to en redkih časov, ko lahko se preverjate večino snovi. Ampak se mi zdi, da tukaj na ta stres, zahtevnost, ki je itak prisotna v tem času v šoli, pa na neka pričakovanja za ta čas, ki so naravno prisotna, kulturno pogojena, se je zdaj dodatno pripopalo še pritiski, ki prihajajo vedno močneje iz sveta družabnih medijev. In tukaj se mi zdi ena dodatna teža, ki jo po mojem mnenju mladi občutijo. Se veselimo, da ko se bomo tudi z njimi pogovarjali o tej tematiki, ker bo v kratkem to. In se mi zdi to ena največjih pritiskov, ki jih lahko doživljajo. No? Tako, sploh če gledam te raziskave, koliko se je povečal, ne vem, stopnja depresije, anksioznosti, prav med mladimi, prav v tej starosti od 11 do 18 let, se mi zdi to v veliki meri
porast, ki je povezana z uporabo pametnih telefonov in povečano uporabo družabnih omrežij med najstniki. Oziroma najbrž nadomeščanja druženja v živo z druženjem preko valov. Zagotovo, čeprav bi rekel, da druženje preko valov je nadomestilo tudi kakšne druge stvari. Ne samo druženje v živo, ker povprečen čas, ki ga 13 do 18 letnik porabi za zaslone v naši družbi, je tam 8 ur in pol na dan. Ne? Tok se ni družil nikoli v živo, se mi zdi, izven šole dodatno, ki jih zdaj porabi za zaslone samo. Ne? Tukaj se mi zdi en tak močna vstopna točka, ki vpliva na vse te občutke praktično. Se ti zdi, da je ta loneliness recimo najbolj neposredna posledica uporabe mobilnih telefonov, občutek osamljenosti, ali ta občutek osamljenosti vendarle se da tudi s tem, ko si v stiku nadomestiti recimo, ne? Ker pač, ko se jaz spomnim v začetku 90-ih, ko sem bil mlad, smo pač čakali tisti teden, ko se bomo srečali, ne? Ni bilo pač mobilnih telefonov, ne? A zdaj to, da si vmes lahko v stiku s temi svojimi frendi, povečuje ali zmanjšuje občutek osamljenosti? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, ko gledam vse te občutke, ki so znotraj blasta, bi rekel v bistvu, da na vse lahko vplivajo, ali pa vplivajo, no, dejansko družabna omrežja, če sodim posebej ali pa potem, kar povedo mladi, ko se z njimi pogovarjam. Ampak morda je res osamljenost nekaj, kar je najbolj kontradiktorno. Ker roko na srce dejstvo je, da tudi družabna omrežja so orodja. Je pa dejstvo tukaj tudi to, da niso orodja, ki bi čakala na uporabo, tako kot kladivo ali pa nož. So proaktivna orodja. Ampak so zelo proaktivna orodja, katerih cilj je, in to se moramo zavedati, to se mi zdi tudi v Social Dilemma ful dobro izpostavijo, njihov cilj je, da mi čim več časa preživimo tam. In to ima potem pa tudi v veliki meri za posledico, tudi občutek osamljenosti med drugim. Morda bi še to vprašal, ko govorimo o teh občutkih, če se spomniš, ko si bil ti mlad s takimi občutki, kako smo se srečevali, kako se ti zdi ta način še aplikatibilen za današnje mlade, ker ravno o tem, ko smo se pogovarjali o družabnih omrežjih kot o orodju, ki je lahko način povezave ali pa nekega stika, takrat tega nismo imeli. Ne? Meni se zdi, da najbolj vpliva koncept negotovosti na te občutke, se pravi, da je cela družba, recimo pri meni je bila veliko bolj trasirana pot, kot je pri današnjih mladih. Ne? Se pravi, vedel sem, kaj je v srednji šoli, kaj me tam čaka, pol sem vedel pač z 99,9% gotovostjo, nisem se sploh ukvarjal, ne, da bom šel na univerzo v Ljubljani, da bom tam izbral eno od 2-3 fakultet in pol kot študent, prav tako sem bil takrat še tudi brez mobilnih telefonov, imel neke 2-3 ključne aktivnosti, ki je delal prek študenta, študiral, in danes se mi pa zdi, da so te družbe, se pravi, krogov je veliko več in krogi niso pač kapaciteta, ne more toliko globokih krogov, človeška kapaciteta možgan ne more toliko veliko krogov toliko globoko vzdrževati in hkrati je svet po mojem malo manj determinističen, kot je bil. Pa ne govorim zdaj o konc koncev, tudi ko sem jaz vstopal v mladost, ravno takrat, ko sem prestopil 15 let, je bila vojna za Slovenijo, tako da zdaj vojne še nimamo, imamo pa druge dejavnike negotovosti, konc koncev COVID bi lahko zaradi dolžine, ker vojna za Slovenijo je bila vseeno krajša, ali pa ko smo imeli pač vse finančno krizo, ali pa tako, ki je celo Y generacijo zelo močno zaznamovala. Se pravi, polno nekih, ne vem, sej to se tudi kaže, tako da ne ve za čez 4 dni mlada oseba, ali lahko pride na sestank ali ne. Se mi zdi, da ta negotovost in posledično neka nizka stopnja sposobnosti, koliko so se pripravljeni zavezati. Tudi, ne vem, jaz se spomnim, ko sem se jaz odločal, recimo to se mi zdi zelo velika razlika.
A ne, da bom skavtski voditelj, sem se odločil bolj ali manj, da bom 3 leta nekako saj, pa sem bil politik veliko več, ampak nekako mi je bilo samo umevno, da en let se malo uvajaš, pol en let, 1-2 let si orank in tako naprej. 3 leta je bilo kar nekaj samoumevnega. Danes, po mojem, enostavno življenje ne dopušča zaveze skoraj včasih niti za 1 let. Znotraj tega, ko si govoril, sem začel razmišljati o prvem občutku, o občutku bord oziroma zdolgočasenosti, ker se mi zdi, da v vsej tej poplavi dogodkov, lučk, dogajanja, testov, je skoraj nemogoče si lahko predstavljam po eni strani, da bi obstajal, ampak kje pa je v resnici? Ko si sam s sabo. Po mojem se kaže največkrat vsi te občutki pri veliko prebivalstva, tudi pri odraslih, po moje v večernem scrollanju po ali YouTubeu ali socialnih omrežjih, se pravi, ko človek še ne gre spat, ampak scrolla po neskončnem feedu in išče v bistvu prav neke, bi rekel, močne dražljaje. Ne vem, tukaj ti več veš o tehle, ampak meni se zdi, da tam noter se skriva in zdolgočasenost, in osamljenost, tudi če živiš z nekom, se mi zdi, ker se velikokrat nezavestno usedemo, ker se nam tudi zdi neumen, ali s starši, ali s partnerjem, ali s kom, zavestno se usest neki dol, pa neki, če itak skupaj živimo, organizirati sestanke med sabo s tistimi, s katerimi skupaj živimo. In v bistvu predelovanje vseh teh informacij, ki jih itak čez dan nimaš časa predelovati, se na ta način mogoče tako malo, ampak to je malo prevara po moje, ker jaz vem, ko sem bil v obdobjih sposoben delati neke vaje, ki so bile bolj reflektivnega značaja, ampak to ni tako, da danes bom pa to naredil. To padaš skozi v teh vajah in si vzpostavljaš navade na dolgi rok. Recimo moja meritev je nekje 2-3 leta za eno navado, tako da se res vzpostavlja. Ja, tukaj zagotovo podobno vidim, sploh v smislu iskanja teh dopaminskih šusov, ki so lahko na različnih nivojih. Tukaj se mi zdi, televizija je tak čas bolj verjetno naših staršev, ko je ponujala ene manjše, bi rekel, te dražljaje, ker zdaj so precej močnejši. Zdaj na telefonu je prvič grafika, audiovizualnost je toliko bolj nagovarjajoča v smislu naše psihološke zaznave. Potem so pa tudi različne stvari. Eno je pornografija, kako napreduje, kako je bolj tukaj hitreje spremenljiva, kako je umetna inteligenca zraven dodala. Potem so tukaj videoigrce, ki so tudi postala industrija. Jaz si niti približno nisem predstavljal, kako ogromna industrija je to postala, in morda kakšen podcast bi bilo zanimivo posneti prav o tej tematiki, ki je med mladimi po eni strani morda celo bolj, vsaj pri fantovski populaciji definitivno, bolj problematična od družabnih omrežij, vsaj z določenega vidika. In seveda družabna omrežja, ta neskončno drsenje, ki v bistvu ni samo na družabnih omrežjih, ampak se je preselil tudi na vse druge kanale, ne vem, videoposnetkov, recimo YouTube Shorts in to, ki ponuja neke hitre impulze, neke odzive, nekaj, kar te ponese v drug svet, da ti ni treba biti sam s svojimi mislimi v dolg času. To se mi zdi dinamika tega blasta, Se pravi, te občutke mi zapolnimo, oziroma mi, človek, zapolni, dolgočasenost, stres, utrujenost, osamljenost, človek zapolni z nekaj minutno, kako bi rekel, dokaj smiselno umiritvijo, ki bi konec koncev lahko še rekel, da še ni škodljiva, ampak avtocesta te umiritve, nekaj minutne, je pa v bistvu v več, in se pol išče skozi večje šuse in pol se v bistvu preživi, ne vem, noč z videoigrco ali pa pornografijo ali pa ne vem čem, in se potem v bistvu to vodi v pol praktično nefunkcionalnost naslednji dan in okrepi še ta vzorec vsaj utrujenosti pa stresa, če ne drugega. Ja, tukaj iskanje vedno več poznamo pri
vsake obliki zasvojenosti, toleranca, imenujemo naš način soočanja s tem oziroma iskanja za isti efekt v telesu, večjo dozo. Pri kemičnih zasvojenostih je to enostavno merljivo, pri nekemičnih je malo drugače, ampak opaža se enako obliko. Zanimivo mi je pa tudi, zdaj, če sva malo o osamljenosti in o dolg času že spregovorila, glede jeze pa anksioznosti, ko si slikovito orisal to, da mladim danes se je težko zavezati, obvezati za neko dejavnost, za daljše časovno obdobje, narediti neko obljubo, ki bi jo res močno čutili kot svojo. Sam pri njih se mi zdi, čutim včasih tudi nekaj te anksioznosti, ki je bila drugačna, se mi zdi, v času, ko sem sam živel, pa me zanima, od kje izvira, imaš kakšno misel tukaj, ali pa kako jo uspešno naslavljati morda celo, ko delamo z mladimi. Jaz sem spet le tak globalen odgovor na to anksioznost oziroma razlago, ki ni potrjena, ampak je v bistvu povezana z tem, da so današnji mladi prva generacija, ki ji gre ali pa ji bo šlo slabše kot v zadnjih 70 letih miru in napredka, ne? Predvsem tehnološkega, pa tudi družbenega na nek način, ne? Se pravi, da v bistvu globalno segrevanje, vse te apokaliptične na nek način teorije, ne? To, da ima kdo na dosegu roke en gumb, ki nas bo vse razgnal, to, da itak tudi po najbolj optimističnem scenariju bo toliko pa toliko milijard ljudi ostali brez domov zaradi podnebnih sprememb, itd., ne? Meni se zdi, mislim, to je globalna slika, veš, pa itak drug na drugega vplivamo, ne? Meni se zdi mogoče za zaključek, da ne bova predolg da ne bova predolga. Kaj misliš 2-3 stvari, evo, bodva čisto egzaktna, kaj lahko Youthworkerji naredimo na tem področju, kakšno mini stvar ali kakšen program, ne? Ali pa kakšen mogoče mali pristop, dogodek, lifehack, ki ga lahko naredimo, da ali odpremo temo o teh blast občutkih, ali pa konec koncev tudi ozavestimo, zdaj sva vseeno 3 leta izvajala ta projekt Premagajmo oblast. Po moje izkušnja iz tega, pa tudi nasplošno iz dela na tem področju, se mi zdi, da je predvsem v tem, da poskusim sam sebe videti. In da kot zgled se trudim, pa ne stremeti k neki popolnosti, ker tukaj ni, to nas lahko samo takoj zapelje v anksioznost, ampak tako, opaziti kakšno stvar iz teh občutkov, ki mi daje povratno informacijo o trenutnem življenju in narediti nek ukrep. Ne vem, super mi je bilo, ko si postavil tukaj recimo prijateljico, ki se trudi decembrske obveznosti malo sprostiti, ali pa ko recimo si zavestno vzamem čas, ko pride nek mlad k meni na pogovor v mladinski center recimo in se pogovarjava in takrat zavestno ne dam telefona na mizo ali pa ne gledam na uro. Ali pa večer, da si uspem reči ali pa da si zadam preprost načrtovati večer, ne? Tako, da si rečem, ali pa morda samo odnačrtovati tisto, kar vem, da me bo vodilo stran od samega sebe oziroma k temu občutku. Ne vem, da rečem, ok, telefon bom dal na poličko ob 10 zvečer na tiho in ga ne dotaknem več, ga ne vidim. Ne? Se mi zdi, take majhne stvari so tiste, ki so velikokrat prvi korak na tej poti, potem pa tisto, kar sva prej izpostavila, se mi zdi meni tudi ključno. S tem, ko smo ranljivi in ko se trudimo to ranljivost tudi ustavljati oziroma graditi znotraj nekih majhnih skupinc, damo nek močan, varen prostor, ki mladim danes manjka. Ker v okoljih, ne vem, Instagram, TikTok, kjer je vse ali popolno navzven, ali pa nabito s stalnim spreminjajočim se občutenjem nekih norih pogledov, dogajanj, dogodivščin, manjka tega miru, da sem lahko to, kar sem. Da sem lahko jaz, da lahko povem tudi kakšno stvar, ki mi ni ratala, kjer sem zafural, kjer bi se želel izboljšati, popraviti, spremeniti.
In to se mi zdi dosti uporabno tudi za kakšne stvari, ki jih načrtujemo z mladimi, ki jih delamo, ker nekaj takega, kar lahko damo ali kot koncept, ali kot cilj v marsikatero dejavnost, po mojem mnenju. Jaz bi pa stavo položil na čist preprosto vprašanje, kako si, ampak bi ga ne bi na ta način. Se pravi, ko se srečam mlado osebo, da vprašam res iskreno, avtentično, kako si. Ampak to ne sme biti s temi besedami, ker te besede so zlorabljene v how are you, I'm fine, thanks, ne. Ampak moraš v bistvu razviti eno vprašanje, torej, če tebe nekdo vpraša, tudi če te vpraša, tudi če me vpraša, tako sam protokolarno, da odgovorim mečken več kot protokolarno, no? Ampak v bistvu sestaviti pa eno navdihujoče močno vprašanje, ki je nadomestek za kako si, a ne. In pogled v oči pričakovati res odgovor tudi, a ne. In tudi noter vršiti eno začimbico malo ranljivosti, no, toliko, da vidiš, da je ta prostor dovoljen, no. To se mi zdi ena taka stvar, ki je zelo malo vložka, zelo dobro deluje. Zdaj, veselim se pa naslednje epizode, kjer pa mene ne bo, se boste pa z Nives pogovarjala z mladimi prav na to temo, da ne bomo sam starci pametovali. Tako je. Hvala vam tudi za vaše poslušanje. Vse dobro in se vidimo. Oglasite se kaj. Ja, se slišimo v prihodnji epizodi.